No, pa gremo k naslednjim nalogam. Zopet logaritemska enačba. Tukaj vidimo, da imamo vsoto dveh logaritmov. In kaj naredimo vsoto dveh logaritmov? Spremenimo logaritem produkta. Torej, to je logaritem od x minus 4 krat x plus 3, damo v oklepaj, je isto kot logaritem od 3x minus 7. Ker imamo zdaj na vsaki strani en logaritem, lahko antilogaritmiramo, torej logaritem spustimo, izenačimo pa samo to, kar je zraven. Takole. In x minus 4 krat x plus 3 je x kvadrat, plus 3x minus 4x minus 12 je 3x minus 7. X kvadrat ostane, da 3x bi lahko tudi črtali, ostane x kvadrat minus 4x minus 12 plus 7 je nič. To je isto kot x kvadrat minus 4x, to dvoje izračunamo, je minus 5, je nič. In dobimo, da je to x minus 5 krat x plus 1 je nič, kar pomeni, da je prva rešitev x1 je 5 in druga rešitev je minus 1. Zdaj, te negativne vedno preverimo. Če je to minus 1, minus 4, je to minus 5 krat minus 1 plus 3 je plus 2, je to negativno, zato ta rešitev ni dobra. Z negativnimi rešitvami smo preeksponentni in logaritemski vedno previdni. Vrednost funkcije f od x a na x je vedno pozitivna. Ja, funkcija a na x je ne glede na to, ker mora biti a pozitivno število, je tudi a na x vedno pozitivno. Recimo, tudi 4 na minus 3 je pozitivna številka, ker je to 1 vlomljeno 4 na 3. In 4 na 3 je recimo 64 in je to še vedno pozitivno, se pravi, to drži. Logaritem 12 z osnovo 6 je 2, če bi to držali, bi moglo biti 6 na kvadrat enako 12, kar pa ni, to je 36. Torej, to ne drži. To v eksponentno bi dali pa 10 na 4 je 1, 2, 3, 4, ja, je pa točno, ne? Res? 5 na minus 2 je 1 deljeno s 5 na kvadrat, drži, zato ker je 5 na minus 2 je isto kot 1 vlomljeno s 5 na kvadrat. Zakaj? Zato, ker je na minus 2 je 5 na minus 1 na 2 in je to minus 1 okrog obrne. To drži. Naslednji, reši enačbo. Zdaj, eksponentne, torej koraki za reševanje, najprej vse s potencami zapišemo, tole 49 lahko tudi zapišemo. 49 je 7 na kvadrat, na x je 7 na 8. Zdaj, na 2 na x lahko to dvoje zmnožimo, pa je to 7 na 2x. Potem to dvoje zmnožimo skupaj tako, da stopnje seštejemo. In zdaj, kdaj je to isto? Ker je osnova ista, mora biti tudi stopnje enake. To je kvadratna enačba, damo vse na eno stran. In to že lahko povedeti, razstavimo na x plus 4 krat x minus 2. Plus 4 krat minus 2 je minus 8, plus 4 pa minus 2 je pa plus 2. In dobimo rešitve. Minus 4 pa 2. Zopet to negativno malo poglejmo. Dobro, to je stopnja, stopnja je lahko kakršnakoli, torej sta obe rešitvi dobri. Tukaj, to je logaritemska enačba, spremenimo v eksponentno. To pomeni, to, kar je osnova, prepišem in dam na to, kar je tukaj zapisano, na 2/3. In to je 3x minus 1. Malo čudna enačba, ampak nič hudega, ker mi vemo, da lahko 125 napišemo kot 5 na 3. 5 krat 5 je 25, krat 5 je 125. In 5 na 3 na 2/3 bi lahko to kar zmnožili stopnje, se pravi 3 enine krat 2/3. In je to isto kot 5 na kvadrat in piše, da je to isto kot 3x minus 1. 5 na kvadrat je 125. Še to minus 1, ko damo na drugo stran.
dobimo 3x in dobim, da je 126, tukaj smo se malo zmotili, gremo korak nazaj. 5 na kvadrat seveda ni 125, ampak samo 25, tako. 3x minus 1, 3x pustimo, 25 plus 1, se pravi, to gre na drugo stran. In dobimo, da je 26 enako 3x, delimo s 3 in dobimo, da je x enako 26 tretjin, kar je pa isto kot 24 tretjin je 8 celih, pa ostane 2 tretjini. Nič hudega, če je to ulomek. Izračunamo spodnje vrednosti in narišemo graf funkcije, zopet gremo. 0,5 je isto kot 1 polovica. In moramo izračunati logaritem od 1 polovica z osnovo 2. Koliko je to? Je toliko, da je 2 na y enako 1 polovica. 1 polovica je pa isto kot 2 na minus 1, to pomeni, da mora biti y minus 1. Tako si pa pomagamo tudi s kalkulatorjem. Enostavno vtipkamo logaritem 0,5 z osnovo 2, kar je isto kot logaritem od 0,5 desetiški deljeno z logaritem od 2. Logaritem 1, zopet koliko je to, se pravi logaritem 1 z osnovo 2y, to pomeni, da mora biti 2 na ta y1. 2 na nič je 1. Pa 2 na koliko je 2 naslednjo? 2 na 1. In 2 na koliko je 4? 4 je pa 2 na 2, se pravi y2. Zdaj pišemo. Pri eni polovici x je vrednost minus 1, pri eni je nič, pri dveh je vrednost 1 in pri 4 je vrednost 2. Eto, in je to naša logaritemska funkcija. Kaj je tukaj? Dolg izraz, ampak glede na to, da so minusi in vmes, bomo enostavno izpostavili potenco na najmanjšo stopnjo. Najmanjša stopnja je tukaj x. Tukaj bomo pa to zapisali kot 12 na x krat 12 na kvadrat. Pa tukaj 12 na x krat 12 na 1. Kar pomeni, da pri prvem ostane 12 na kvadrat. Pri drugem prepišemo to desetko in še 12. Tako, pravi 10 krat 12. Minus, štirka ostane, to smo pa izpostavili. Zdaj najverjetneje bo to eno lepo številka, ker zračunajmo jo. 12 na kvadrat je 144, minus 120, 10 krat 12, minus 4. Krat seveda je, to še vedno v oklepaju. In dobimo, da je to 12 na x krat 144 minus 124 je 120. Je 120, samo 20. Tako da. 144 minus 4 je 140, minus 120 je 20, je 240. Delimo z 20 na obeh straneh. Tukaj se nička pokaže, 24 deljeno z 2 je 12. In dobimo, da je 12 na x enako 12, kar je isto kot 12 na 1, kar pomeni, da je x enako 1 in je naloga rešena. Kaj pa tukaj? Ja, tukaj se moramo pa spomniti, da je 1/9 dejansko 9 na minus 1. In koren iz 15 je isto kot 15 na 1 polovica. In zdaj imamo mi logaritem 9 na minus 1 z osnovo 9 je nekaj in 9 na koliko, lahko rečemo na y, je 9 na minus 1, to je minus 1. Podobno potem pri naslednji, logaritem od 15 na 1 polovica z osnovo 15 je nekaj, eksponentna bi bila 15 na nekaj je 15 na 1 polovica in dobimo, da je to 1 polovička. In je to minus 1 polovica rezultata. Kaj pa tukaj? Zdaj, glede na to, da imamo samo dve potenci,
bomo pustili to tukaj, to damo pa na drugo stran pa rata plus, nič. Ker je osnova enaka, morata biti tudi stopnji enaki, mislim, ker sta osnovi različni, je edina možnost, recimo, da bo 2 na nič isto kot 3 na nič. Samo v tem primeru je to isto. To pomeni, da mora biti x plus 1, na srečo je v obeh primerih to enako nič. Pomeni, da mora biti x minus 1. To pogledamo še pri drugi skupini, kakšne so. Logaritem od tehle dveh, zopet združimo skupaj v enega. Logaritem produkta zmnožimo, vsoto logaritmov, ta oklepaj ni nujen, logaritem od x minus 2, zdaj antilogaritmiramo, torej logaritme izpustimo in značimo samo dvoje. 2x krat 4 je 8x minus 20, je x minus 2, x je na eno stran, 8x minus x je 7x, minus 2 plus 20 je pa 18, delimo 7 in dobimo, da je x 18 sedmin. Kar je čist ok, rezultat. F od x je vedno enak 1, a to ne drži. A na x zagotovo ni vedno 1. Če je a recimo 2, pa bi bil to 3, je to 8. Torej, to ne drži, zato je ne. Logaritem 35 z osnovo 7 je 5. Ja, to bi pomenilo, da mora biti 7 na 5, 35, kar pa ni, ker je že 7 na 2, 49. 10 na 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je res. 4 na minus 3 isto kot 1 deljeno 4 na 3, ja to pa je, zato ker je 4 na minus 3 isto kot 4 na 3 na minus 1. In na minus 1 pomeni obratna vrednost in to je točno to. Torej to drži. Kaj naredimo tukaj? Zapišemo kot potence. Imamo 11 na x kvadrat, namesto 121 je to 11 na kvadrat na x in je to 11 na 4. Zdaj to dvoje lahko zapišemo kot vsoto x kvadrat, na 2 pa še na x pomeni, da moramo dati skupaj na 2x, zato plus 2x je 11 na 4. Zdaj pa to dvoje izenačimo, stopnje izenačimo. Dobimo 4, vse na eno stran in je to x kvadrat plus 2x minus 4 je nič. Tukaj se pa zdaj malo zakomplicira z razstavljanjem. Bi mogli diskriminanto izračunati. Zopet damo, to je a, se pravi a je 1, b je 2, c je minus 4, diskriminanta je b kvadrat minus 4ac. B kvadrat je v našem primeru 4, minus 4 krat 1, krat minus 4 je pa plus 4, in je to 4 plus 16 je 20, in zdaj rešitvi x1, 2 sta potem minus b, torej minus 2, plus minus koren iz 20, minus 2a. Ja, tukaj pa zdaj malenkost bolj grozen rezultat, ampak ne toliko zelo, ker lahko tale koren iz 20 zapišemo kot koren iz 4 krat 5 in to delno korenimo, je 2 krat koren iz 5 deljeno z 2 in vidimo, da se dvojke izpostavijo in dobimo prvo rešitev, lahko bi takole naredila. Minus 2 izpostavim, ostane 1, ali pa plus 2 izpostavim, minus 1 plus koren iz 5, če smo plus 2 izpostavili, ja, tako, polomljeno za 2, pa se dvojka pokrajša in je minus 1 plus koren iz 5. Druga možnost pa je, da je tukaj vmes minus, se pravi, da je pa minus 1 minus koren iz 5. Ampak tukaj je naloga pač malenkost težja, zato ker rešitve ne pridejo nekaj. Kaj tukaj naredimo? Ja, logaritemsko enačbo spremenimo v eksponentno. Se pravi, tale številka na tole
mora biti tole. In napišem 144 na 1/2 je 5x plus 2. Kaj že pomeni 1/2? To pomeni koren. Prav, koren iz 144 je 5x plus 2, koren iz 144 je 12. To pomeni, da dobim ven, da je 5x enako 12 minus 2 je 10. Še delimo s 5 in dobimo x je 2, kar je rešitev. Prej. Zopet ena podobna kot prej logaritemska. Računamo logaritem od 1/3 z osnovo 3 je nekaj. To pomeni, da mora biti 3 na nekaj 1/3, ampak 1/3 je isto kot 3 na minus 1, zato je to minus 1. Na 1 to pomeni, da 3 na koliko je 1, to že vemo, da je nič, in 3 na 1 je 3. Se pravi, pri 1/3 je vrednost minus 1, pri 1 nič in pri 3 1, zopet eksponentna enačba. Tukaj bomo izpostavljali, ker je minusi so vmes. In sicer najmanjšo stopnjo, to pomeni, da bo tukaj 6x krat 6 na 1 seštejek, tukaj pa 6x krat 6 na 2. In če 6 na x izpostavimo, mi pri prvi ostane 6 na 2, tole petko prepišem, krat 6 na 1, minus 2 je 144. Imamo 6 na x krat 6 na 2 je 36, minus 30, minus 2 je 144. 6 na x krat 36, minus 30 je 6, minus 2 je 4. Zdaj pa to delimo s štirko. Tukaj se pokrajša. 14 deljeno s 4 je 3, 24 deljeno z 4 je pa 6. In imamo rezultat. 6 na x je 36, ampak 36 je isto kot 6 na kvadrat in dobimo, da je x enako 2. Kaj pri 7? To že zdaj vemo, da je 1/6 6 na minus 1 in logaritem 6 na minus 1 z osnovo 6 je v bistvu 6 na koliko je 6 na minus 1, to je minus 1. Koren iz 12 je pa isto kot 12 na 1/2 in 12 na koliko je 12 na 1/2? 1/2. In je minus 1 plus 1/2, to je minus 1/2 ali minus 0,5 je naš rezultat. Tukaj damo na drugo stran, imamo 5 na x plus 3 je minus 2 na x plus 3. Ker imamo potence z različnimi osnovami, je edina možna rešitev takrat, ko bo tole nič. Eto, x je minus 3. To je to.